Dober dan želim. Lep pozdrav. Očitno je za vami uspešen teden, no lahko rečemo kar obdobje. Prejeli ste namreč novo nagrado, priznanje za preteklo delo. Ali nam lahko poveste kaj več o priznanju? 5. oktobra, ko je Svetovni dan učiteljev, se podeljuje nagrade na področju šolstva, ki so na državni ravni in zelo pomembne za tiste, ki jih dobijo. Letos sem to priznanje za izjemne dosežke na področju šolstva dobila tudi jaz. Podeljeno mi je bilo na podlagi nominacije Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije, kajti v obrazložitvi so napisali, da je to nagrada za moje delo v okviru zveze, ko sem dosegla, da je nastal nek preboj v sodelovanju z Zvezo srednjih šol in dijaških domov Slovenije. Naj malo pojasnim tudi funkcijo zveze, katere predsednica sem. Zveza srednjih šol in dijaških domov združuje vse srednje šole in dijaške domove in se dogovarjamo in pogovarjamo o delu šol, o normativih, o financiranju, o vsem pač, kar zadeva uspešno delo posameznih šol. In tu moram reči, da se na podlagi dogovora z ministrstvom dogovarjamo o tem, kaj bi bilo bolje za šole. Trenutno se odpira problemi financiranja, odpirajo se razpisi vpisov in mnoge druge problematike, ki jih morda ostali, ki so vključeni v življenje šol, ne zaznajo. Ali je priznanje osebne narave, ali je to priznanje tudi delo celotne šole? Vsako priznanje je tudi osebno priznanje, vendar ga ne bi nikoli dobila, če ne bi bila nekoč učiteljica te šole, potem ravnateljica in kot ravnateljica predstavnica naše šole v Zvezi srednjih šol in dijaških domov. Torej se vedno prepleta tako osebno kot poklicno delo vse povsod. Ker vas še ne poznajo vsi, naj povemo, da ste do sedaj imeli izredno uspešno kariero v šolstvu. Nas pa zanima, na kateri dosežek v karieri ste najbolj ponosni. Vsekakor sem najbolj ponosna na tole nagrado tu, kajti to je res najvišja nagrada, ki jo v Republiki Sloveniji podeljujejo na področju šolstva. Ponosna sem pa tudi na vse tiste dosežke, ki se ne vidijo. Na to, da po razgovoru ali po mojem vplivu in sodelovanju z dijaki pripeljemo tudi manj uspešne dijake do zaključka izobraževanja. Da jim omogočimo po daljših bolniških, da se zopet vključijo. Sama smatram, da šola, kot je naša, potrebuje veliko srce, ne samo ravnateljice, ampak vseh zaposlenih. Da razumemo vsakega posameznika, da razumemo njegove probleme, ki so za njega zelo pomembni, mu pomagamo, stojimo ob strani po naših močeh in resnično zaključek je to, da uspešno konča izobraževanje. In tu nisem nikoli sama. Tu je za mano tim, s katerim delamo, od pomočnikov, šolskih svetovalk in seveda ključni so učitelji, ki dijaka poučujejo. Šola deluje kot ena velika družina in predvidevamo, da ste tako uspešni tudi zaradi sodelavcev in nas, dijakov. No, sedaj pa me zanima mogoče majhen statistični podatek. Zanima me, ali bi lahko ocenili, koliko dijakov je v vaši karieri zadovoljnih zapustilo našo šolo in če lahko predvidite, koliko jih bo bilo letos. Pa ne grem na začetek vaše trditve, da smo uspešni kot celota. To je zame neizpodbitno dejstvo, kajti veste, če je jabolk gnil na enem končku, če ima gnilo pikico, se bo razširila na celo jabolko. In biti uspešen v taki veliki šoli, kot je naša, sem resnično lahko ponosna kot prvo na dijake, na učitelje,
ki znajo podajati znanje in veščine in jih prenašati na mlade generacije, kajti le s skupnimi močmi in skupnim sodelovanjem smo lahko uspešni. Jaz vedno rečem, da smo najboljša poklicna in strokovna šola, kar je dejstvo. V šali pa rada dodam, morda ste slišali to mojo trditev, da nam bežigrajska gimnazija ne seže do kolen. In veste zakaj? Zato, ker oni delajo iz odličnjakov zadostne, mi pa iz zadostnih odlične. Torej smo res najboljši. In ko sprašujete po statistiki, v šolstvu sem 30 let. 26 let sem na tej šoli. Najprej kot učiteljica, kot pomočnica ravnatelja in sedaj že 15 let kot ravnateljica. V tem obdobju je šolo zapustilo veliko dijakov. Zadovoljnih ne vem. Vem samo, da so generacije, ki zapuščajo šolo, da se še vedno radi vrnejo. Pridejo do mene s čokolado, z nasmehom, s stiskom rok in rečejo, ampak krasno smo se imeli. To je zame, da me dijaki prepoznajo, ko so na delovnem mestu, ko pridem mimo, ko se srečamo in da mi dajo priznanje, da se spominjajo šole, je zame dokaz, da so bili na šoli zadovoljni. No, pa še, če nam lahko za konec mogoče razkrijete skrivnost vašega uspeha. Skrivnost mojega uspeha morda je v tem, da sem po naravi pozitivna oseba, dobrovoljna. Rada prepevam, rada se šalim in da mi je vsak problem v bistvu izziv. Če govorimo o problemih, ne govorim tu o problemih samo o tem, kako pridobiti sredstva, če nam zmanjka na določenem področju, recimo za investicije. Govorim na splošno, vsak problem, ki se postavi pred nekoga, ima vedno neko rešitev. Lahko je bolj pozitivna, lahko je manj pozitivna, treba je pa vedno iskati opcije in se potem odločiti za neko, ki je optimalna. In morda tu so mi v pomoč moji sodelavci, učitelji. No, hvala za sodelovanje in lep pozdrav. Z vami sem bil Nik Pajnič.